Od slike do besede. Od slike do besede. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Tudi v tokratni oddaji bomo prisluhnili besedam akademika, pisatelja Alojza Rebule, a preden pridemo na besedila pisatelja samega, prisluhnimo, kaj je o njem na simpoziju ob 100-letnici rojstva o njem povedala Vilma Purič. Prav lepo vabljeni k poslušanju. Eden temeljnih vzgibov slovenske književnosti v Italiji od konca druge svetovne vojne do današnjih dni je razmišljanje o jeziku. Besedni ustvarjalci izhajajo iz prepričanja, da pisanje literature v obmejnem prostoru ni samo zadeva posameznika, saj ima skoraj vsak zapis kolektivno vrednost, ko izhaja iz družbene, kulturne in politične podobe manjšine, jo povzema ali vsaj nanjo namiguje. To misel potrjujeta tudi proučevalca manjšinske književnosti Deleuze in Guattari, ko ugotavljata, da v obmejnem prostoru politično polje okuži vsako izjavo in opozarjata, da podrejenost literature kolektivnim vrednotam podpira povprečnost, tako da v manjšinskem literarnem sistemu avtorji privilegirajo kolektivne vsebine in zanemarjajo posameznikovo slogovno in miselno izvirnost, s čimer zavirajo nastanek visoke literature. Nedvomno se tu odpira vprašanje estetske moči obmejne književnosti, ki se le redko odtrga od prostovoljno sprejetega kolektivnega diktata in uspe obravnavati prostorsko in zgodovinsko določenost na izviren način. S podobnimi težavami se spopada tudi manjšinski jezik. Zaradi podrejenosti pragmatičnim zadevam se giblje po ustaljenih izjavah, usmerjenih v utrjevanje in napredek narodovega obstoja, kar mu odvzema samosvojost. Teh procesov znotraj manjšinskega pisanja se je dobro zavedal tudi Alojz Rebula. Po eni strani je literarnemu jeziku prisodil visoko stopnjo kolektivne odgovornosti, ko je s svojim pisanjem položil temelje za ponovno rast potlačene skupnosti in je z ubesedeno osnovjo odkrival in prenašal bodočim rodovom nezapisane resnice ter s tem prevzemal narodno obrambno držo. Tako je med širše namene romana Zeleno izgnanstvo uvrstil potrebo po potrditvi domovinske zavesti našega človeka tukaj. S pisanjem si je prizadeval unesti v tržaško literarno pokrajino prisotnost slovenskega človeka, ki je tukaj že 1300 let. Po drugi strani pa je od pisatelja pričakoval, da se oddalji od kronotopskih določil, da preseže zamejenost manjšinskega prostora in se odloči za govorico, s katero ozavešča resnico in utemeljuje smisel. Ob raziskovanju zunanjih okoliščin posameznega pojava in razmišljanju o pogojih bivanja in sobivanja Rebula skuša izraziti to, kar Heidegger imenuje načelo in upoveduje nekaj takega, od česar ne moremo odstopati.
utemeljevanju splošno veljavne resnice se tržaški pisatelj odpira različnim zgodovinskim obdobjem in prostorom. Idejno zaledje pa najde v zahodni filozofski misli od Grkov dalje in v krščanski ideji stvarjenja. Prav iz slednje vzklije težnja k poustvarjanju celostne, enovitne in dokončne predstave sveta, ki presega fragmentarnost zemeljskega in skuša zajeti celoto bivajočega ter s tem dati imanentnemu smislu. Seveda se tu odpira vprašanje, kateri način pisanja omogoča ubeseditev univerzalnih vzgibov človeške misli in prikaz celostne, duhovne in bivanjske zakonitosti. Rebula se odloči za roman, ki nastaja zunaj strokovne omejenosti, zaradi česar lahko povezuje zgodovino in domišljijo, osebno s kolektivnim, intimno z družbenim, esejistično z liričnim. Literarni jezik torej zmore med seboj oddaljena dejstva in stvari uokviriti v trajni red. Vsebino namreč upravlja tako, da vodi zgodbo preko soodvisnih dogodkov do temeljnega principa. Imanenca ne vstopa torej v pripoved neposredno, temveč sledi postopku selekcije, po katerem avtor opisani pojav predela v kontinuum dejanj, ki potrjujejo njegovo stališče in izražajo njegov pogled na svet ter hkrati resnico bivajočega. Literarni zgodovinar Aleksander Skaza je ta način pisanja imenoval poetika epske sklenjenosti. Svoje celovite pripovedi Rebula osnuje z jezikom, ki prehaja od prvinskega vsakdanjega izrekanja do izbrane govorice, ki je umetelno dovršena in kultivirana. Stik z materinščino je Rebula doživel v času fašizma, ko je slovenščina izgubila svoj osnovni komunikacijski značaj, okvir povednosti pa zožila na osebno sfero in na svojo narečno različico. Prizadeta je bila njena funkcijska vloga, saj ni izražala vseh segmentov družbe, ni zaobjemala vseh zvrsti, kaj šele, da bi razvijala svojo umetnostno varianto. Opazen odtek jezika je v prvih povojnih desetletjih zahteval od ustvarjalca, da razvije svojevrstno eksperimentiranje, da svoje iskanje usmeri v potencirano iznajdljivost in okrepi graditeljsko moč jezika. Po mnenju literarne zgodovinarke Marije Pirjevec so temelji Rebulovega pisanja in sicer posebna jezikovna vnema in slast po imenovanju vidnega in nevidnega vzklili iz zatiranja, ki je po fašistični eri jeziku dalo poseben uporni vzgon. Pisateljica, slovenistka, publicistka in esejistka Vilma Purič je povedala še: Sam Rebula je izjavil, da se je moral v povojnem času slovenščine naučiti praktično iz niča in hkrati vliti vanjo visoko mero ustvarjalnosti, širiti njeno moč poimenovanja, da izreka tudi vsebine, ideje in položaje, ki nimajo podlage v živem govoru in jih v jeziku prostora ni. Gibalo takega odnosa do jezika je nedvomno zaupanje v njegovo plodnost, živost in sposobnost preroditve, pa tudi prepričanje, da zmore zapolniti tudi tiste jezikovne položaje, ki jih v realnosti prekriva italijanščina.
V romanu Senčni ples pisatelj konstruira v slovenščini različne situacije, ki znotraj zgodbe potekajo v italijanskem kontekstu. Sem sodijo intelektualni pogovori med manjšincem Silvanom Kandorjem in profesorjem De Martinisom oziroma njegovo hčerko Noro. S postopkom izgradnje Rebula skuša preseči odtek in zavrtost jezika in razširiti njegovo izrekanje na vso predmetnost in na vsa življenjska področja. Graditeljski zanos dosega avtor z različnimi pristopi, posega po izbranem besedišču, ustvarja kompleksno skladensko strukturo in raznoliko podobje, ki se občasno stopnjuje v izumetničeno metaforiko. Pri tem skuša vselej ohraniti pravo mero usklajenosti med težnjo k prvinskemu izrekanju in oblikovanjem kultivirane govorice. Skuša povezati skupaj oba izrazna načina in ustvariti uravnoteženo mešanico, ki ne zaide v ekstreme, temveč ostaja v obsegu mire. Tudi najbolj razširjena prvina Rebulovega pisanja, in sicer raba metaforičnega podobja, ne dosega popolne nevezanosti in sprostitve. Rebulova metafora trga jezik od realističnih spon izražanja in ga vodi v globlje razumevanje stvarnosti, vendar ostaja vraščena v temeljni smisel besedila in ohranja pomensko odvisnost od glavnega sporočila, pri čemer deluje kot krepilec osnovne misli. S pravo mero Rebulo upravlja nadalje širok obseg besed, ki bolj kot iz živega jezika prihajajo iz slovenske leposlovne dediščine, od Prešerna, Jurčiča, Cankarja, Župančiča, od Preglja in Kocbeka. Pri tem velja poudariti, da Rebulovo odbiranje in nalaganje besed se nikoli ne prevesi v napihnjeno retoriko ali dekorativno narejenost, temveč ima v svoji osnovi nekaj programskega. Opisano stilno naravnanost Rebula povzema po rimskem piscu Katonu Starejšemu, ki je zapisal rem tene verba sequentur. Drži se vsebine. Besede bodo sledile same po sebi ali drugje, če je risba pravilna, se barva sama natoči vanjo. Bistvena je risba. Jezikovni ustroj besedila sledi torej idejni niti pripovedi in vibrira od pomenov. Zavezanost pomenskosti je eno temeljnih izhodiščnih elementov tržaške književnosti. V medvojnem času jo je izpričal kraško-tržaški pesnik Srečko Kosovelj, ko je destrukcijo jezika zavezal pomenski zasnovi in etičnemu imperativu, saj se iza razglašenosti, ki jo v pesniški diskurs vnašajo matematični znaki, onomatopejski glasovi in druge oblike zvoka, kot ugotavlja literarni zgodovinar Boris Paternu, vselej oglašajo besede človek, srce, duh, ljubezen, lepota ali pesem. Prav tako nemogoče si je zamisliti Rebulovo naracijo brez smiselnega pogona, prepoznavnega v humanističnem etosu. Še več, pisateljevo seganje po smislu je v več primerih tendenčno, usmerjeno v tako pomensko skrajnost, ki teži k jasni idejni ubranosti, naravnani, v zagnan zagovor ustrezno razporejenih, humanističnih in krščanskih vrednot.
Tendenčnost v literaturi zagovarja tudi avtor sam, ko spodbuja katoliške pisatelje, da odkrito izrazijo svojo versko usmeritev v prepričanju, da onkraj veličastja kulture sije veličastje križa in ustajenja, ter da nobena veljavna literatura ni bila nikoli brez tendence. Kdor ničesar noče, ta nima ničesar povedati, pravi Rebula. Učinkovita literatura oznanja smisel, potrjuje absolutna spoznanja ali jih vsaj pogreša, meni pisatelj, in hkrati ob Kafki ugotavlja, da velikansko pogrešanje absolutnega je v njem skoraj isto kot oznanjevanje absolutnega. Ob graditeljski moči predstavlja za pisatelja navdih tudi razmišljanje o tesnobnih jezikovnih položajih in razkrivanje notranjih šibkosti jezika. Rebula se je odločil za materinščino, ko je bila brez kulturne moči in družbenega ugleda, ko sta se njena podoba in identitetna osnova opirali na pretekla besedna izročila in iz njih iztisnili preživitveno silo. Kljub temu je bila za pisatelja edino izrazilo, s katerim je lahko ubesedil sebe, narod in kozmos, ali, kot je avtor sam zapisal, nič ni pristnejšega, nič bolj kozmičnega, kot pisati v slovenščini. Slovenščina je bila zanj bivanjska vrednota, etična in ontološka kategorija, segajoča v najgloblje plasti osebne biti, kot je zapisala že omenjena Marija Pirjevec. Svoj odnos do jezika je avtor vse skozi pretresal, ga opazoval znotraj družbene in duhovne razsežnosti, razmišljal o njegovi preroditveni energiji in razgaljal njegove šibkosti. Zaznaval ga je, če si sposodim, njegove besede kot orodje luči in orodje teme. Zavedal se je, da ogroženost jezika ne narekujeta le družbena sfera in položaj oblasti, temveč se zapisuje že znotraj jezika samega. Bistvena prvina slovenskega človeka je po Rebuli nekakšna plahost ali starodavna značajska lastnost, oblikovana že v praslovanskih gorah, ki se je razvila v občutek manjvrednosti, v trojno inferiornost, in sicer zaradi maloštevilčnosti, izrazne revnosti in glasovne nemuzikaličnosti. Pri čemer vsako samo podcenjevanje že samo po sebi predstavlja nevarnost, ki od znotraj vodi v izstop iz jezika. V cono teme je uvrstil tudi trpko resničnost slovenščine znotraj tržaškega prostora, ko jezik izginja in v pisatelju pušča sled neizpolnjenosti. V senčnem plesu tržaški avtor opozori na opuščanje slovenščine strani manjšincev v povojnem času. Asimilacijo slovenskega življa povezuje s krhko narodno držo nepokončnih ljudi, ki jim je bistvo življenja zaslužek. Še večjo krhkost vnaša v jezik manjšinski položaj slovenščine, ki je na zahodnjem robu slovenske zemlje v stalnem primerjanju z italijanščino. Tržaški pisatelj razmišlja o neenakovrednem razmerju med jezikoma, saj samo Slovenci obvladamo oba idioma, kar vodi v prevlado večinskega jezika nad manjšinskim. Od tod izvira asimetrični odnos in kompleksno dialoško razmerje med skupnostma. Na tem območju se je manjšina v 20. stoletju borila za uveljavitev jezika v javnosti. Zahtevala je, da bi slovenščina postala legitimna lokalna govorica, enakovredna in enakopravna jeziku italijanskega someščana. Pri tem je vse skozi bila na psihološki natezalnici v stanju večne alarmiranosti za lastni obstoj in neprestanem boju za vsak drobec narodnih pravic, je zapisal Alojz Rebula.
Alojz Rebula je v literarno govorico vnesel nekaj lastnih jezikovnih izbir. Ubral in razvil ustvarjalno linijo jezika, poglobil njegov izrazni razpon, s čimer je presegel preživetveno silo in narodno obrambno misel ter slovenščino na Tržaškem odprl vsestranskemu razvoju. Njegov pogled na jezik je postal programsko vodilo slovenske tržaške književnosti od prvih povojnih let do današnjih dni. Prava jezikovna paradigma z natančno izdelano specifiko, katere temeljne značilnosti so težnja k razkrivanju razmerja med individualnim in kolektivnim, pozorna skrb za slog in zavezanost pomenski razsežnosti jezika. To nam je o pisatelju povedala Vilma Purič, ki je pisateljica, slovenistka, publicistka in esejistka. Zdaj pa prisluhnimo besedam pisatelja samega. Prebirala jih bo Nataša Ličen. Občestvo nevidnih. November, najbolj onstranski med meseci. Mesec nevidnega človeštva. Mesec vseh svetih in vsi mrtvi, ki so umrli v prijateljstvu z Bogom, spadajo mednje. Občestvo svetnikov. Je mogoče govoriti o čem bolj fantastičnem, kot je ta krščanska resnica? Ni to kakor govoriti o oblaku dima, o nečem brez vsake prijemljivosti. In vendar je ta resnica v nicejsko-konstantinopeljski veroizpovedi postavljena na isto enakopravno raven kot vse druge v tistem fundamentalnem besedilu, na primer kot vera v Boga ali v večno življenje. Vsekakor je sredi 20. stoletja resnica o občestvu svetnikov spodbudila eno od okrožnic papeža Pija XII., okrožnico Mystici Corporis. Že pokojni italijanski duhovnik, ki ga imam v svetniškem spominu, mi je nekoč zatrdil nekaj, kar sem težko sprejel, da je vez, ki povezuje člane Kristusovega mističnega telesa, močnejša od vezi krvi. A tu smo seveda na ravni čiste vere, tiste vere, ki se požvižga na vso domnevno nacionalnost in racionalno domnevnost, ker verjame besedi, ki bo preživela nebo in zemljo. Zakaj gre pri tem? Za skrivnostno solidarnost, ki veže na eni strani vse krščene, na drugi pa vse že odrešene in v vicah pričakujoče odrešenja v eno samo velikansko božjo družino. Gre za velikansko prelivanje milosti med tremi krščanskimi vesolji, med bojujočo se, trpečo in poveličano cerkvijo. Lahko si naša uboga fantazija pomaga s predstavo nekega neznanskega energetskega sistema, kjer se tok milosti v milijardnih relejih in frekvencah preliva po električnem omrežju človeških duš. Kakšna tolažljivost je v tej resnici v času, ko nas informacijska povodenj, namesto da bi nas čim bolj zbliževala, peha v čedalje večjo osamelost. Ne moreš več po cesti, ne na vlak, ne da bi videl kakšen mobitel pritisnjen na kakšno uho. Ja, na oko eno samo komuniciranje, en sam vesoljni klepet po telefonih in spletnih, ko se ljudje, stanujoči v istem bloku, komaj pozdravljamo, če se. Rastoči individualizem nas dela utujene, grenke in cinične. Kakšna tolažba za verujočega obmisli, da je onkraj te fizične samote v veličastni družbi vseh božjih prijateljev, posebno onih odrešenih, še prav posebno pa tistih, ki sta ga z njimi vezala sorodstvo in prijateljstvo. To je tista čudovita komunikacija, ki je dana kristijanu, poleg vsega drugega, kar mu daje njegova vera. Komunikacija z večnim energetskim sistemom, ki mu pomaga živeti, delati, trpeti in upati.
Ljubezen nad nami. V zgodnjem jutru 10. decembra, na 2. adventno nedeljo, je neki Slovenec šel v Trstu k maši. Ko je s Kardučijeve hotel čez stransko ulico priti k svetemu Antonu, se je, da sam ni vedel kako, znašel na tleh sredi asfalta z zlomljenim kolkom. Ljudje v rdečih kombinezionih so ga odpeljali v veliko novo bolnišnico pri Katinari. Obležal je v veliki prazni hali v pričakovanju radiografije. Nekaj trenutkov je bil čisto sam v velikem mrzlem prostoru. Kar ga je žrlo, ni bilo to, da se ni bil polomil v Julijskih in Kamniških Alpah ali na svojih sprehodih po gozdovih, ampak na tržaškem asfaltu. Mučila ga je misel, da je ženi obljubil, da bo ob 9. doma, saj sta imela odpotovati. In zdaj bo bolnišnica v svoji hladni, uradni italijanščini telefonirala ženi, ki v svoji ljubeči preobčutljivosti sploh ne bo verjela incidentu, ampak si bo predstavljala kaj hujšega, smrtnih primerov nikoli ne sporočajo naravnost. Ko je bil naš ponesrečenec v teh hudih mislih, je na vsem lepem zaslišal glas, topel slovenski glas, ki se mu je zazdel bolj sanjski kot resničen. Gospod Lojze, kaj pa vi tukaj? Vi me ne poznate, jaz pa sem vas videl na televiziji. Padec? S čim vam lahko pomagam? Katoličani si moramo pomagati. Ponesrečenec je omenil, da ga je žrlo, da bo žena zvedela za nesrečo iz bolnišnice. Toda moški, ki se je sklanjal nad njim, je že tipkal v svoj mobitel, čeprav je mobitel v bolnišnici prepovedan. 040 je že vtipkan, dodajte številko za ženo. Kdo ste, gospod? Je ponesrečenec vprašal svojega Samarijana. Miro mi je ime. Odkot? Ponesrečenec si je predstavljal človeka iz kakšnih pobožnih slovenskih dolin, pa je zaslišal odgovor iz Ricman, z našega brezbožnega krasa. Kako bi se čudil ponesrečencu, ko bi mu na koncu rekel: nedeljska praznina bolniške hale, v njej ne samo slovenski, ampak tudi krščanski glas, čudežni mobitel, vsa pamet tega sveta me ne bi prepričala, da je vse to bilo naključje. Saj, za kristjana naključij ni. Je skrivnostni agent velike skrivnosti, v kateri smo, vsak kristjan je lahko zaznal njegov poseg. Nad nami, kot nad našo Slovenijo, ni naključja, ampak pozornost in ljubezen najvišjega. Je mogoče iti v novo leto s tolažljivejšo mislijo? V pričakovanju božje genetike. Kaj reči ob valu navdušenja, ki gre čez svetovni tisk ob odkritjih v zvezi s človeškim genomom? Znanstveniki postajajo v svojih laboratorijih pesniki. To je trenutek, da mu nazdravimo. To je veličasten dan. Prebrali smo 90% od 3 milijonov črk v knjigi življenja. Čutimo se pijane in ponižane. Smo prva generacija, ki je obrnila stran v tej božji knjigi. Tako Collins. Začenja se napad na raka in na sladkorno in Alzheimerjevo bolezen. Jurišamo proti smrti in za podaljšanje življenja, ki bi v doglednem času lahko povprečno trajalo 90 let. Tako Venter. Leta 2025 bodo verjetno premagane tiste bolezni, ki se jih danes najbolj bojimo. Tako Cavalli Sforza. To je značilni optimizem Amerikancev. A kakšen evropski intelektualec, na primer Magris, navaja filozofa Nietzscheja njegov zagon onkraj človeka. In sluti antropološko spremembo v sami človeški vrsti, čeprav si ne upa zapisati podzavestne težnje, zakaj pri vsem tem dejansko gre.
za poskus pobožanstvenja človeka. Kaj reči k tem izbruhom znanstvenega in neznanstvenega optimizma? Prvič, najprej to, da v dobi, ki jo zagrinja miselni in etični nihilizem, lahko vidimo v tem razveseljivo pritrditev življenju in s tem priznavanje njegovega smisla. Še več, njegove usmerjenosti v nesmrtnost. Če danes umetnost in filozofija dvomita v smislu življenja, kolikor ga sploh ne zanikata, mu biološka znanost pritrjuje. Geslo slovenske sinode Izberi življenje je bilo torej uglašeno tudi na sedanji civilizacijski trenutek. Drugič, to seveda še zdaleč ni prvo navdušenje, kateremu se predaja znanost in s tem zbuja v človeku tudi kakšno prividno perspektivo. Spomnimo se samo evforije, ki so jo pred desetletji zbudili prvi uspehi astronavtike. Vesolje se nam je ponudilo kakor na pladnju. Kot da si bomo zdaj lahko privoščili vikend na Luni in počitnice na Marsu. Danes pa. Tretjič, tudi nova genetika z novimi zdravilnimi možnostmi, govorijo o 10.000 novih zdravilih, ne bo zbrisala razsodbe izrečene nad človeškim bitjem v začetku zgodovine. Prah si in v prah se povrneš. Tudi, če bi nova genetika odpravila prav vse bolezni, a začeti mora s prehladom, ne bi odpravila smrti. Ali ne bi bila smrt celo grenkejša od zavesti, da nimaš od česa umreti, pa moraš? Zato se kristjan tudi ob tej novi evforiji ne bo predajal površni sanjariji. Tudi na ta novi korak znanosti bo gledal iz realizma razodetja. Znal bo občudovati zmogljivost človekovega duha, a obenem ne bo nehal čutiti na svojem čelu dotika pepelnične srede. Kar pa zadeva genetiko, bo njegova vera šla celo prek znanstvenega optimizma. Kristusov optimizem mu namreč zagotavlja prodor neke druge, božje genetike, genetike vstajenja. Slučaja ni. Naj mi lektorica družine oprosti, ker v tem zapisu namesto slovenskega naključja uporabljam izposojenko slučaj. V tem besedilu bi mi naključje dišalo po besedni konfekciji. Vsakdo je v življenju že doživel kaj nepričakovanega, presunljivo nepričakovanega, da si je rekel, kakšen slučaj. Kakšen nemogoč slučaj. Tudi velika zgodovina je polna presenetljivih slučajev. Ko je polkovnik von Stauffenberg poleti 1944 nastavil bombo pod Hitlerjevo mizo v njegovi Wolfschanze, jo je neki general, ko je sedel, slučajno z nogo odmaknil nekaj centimetrov stran. Zaradi tistega slučaja je Hitler ostal ob eksploziji živ in se je vojna nadaljevala še 1 leto. Kaj je torej s slučajem? Verujoči vedo, da Bog v svoji vsemogočnosti in vsevednosti drži v pesti vsak gram in vsako sekundo vesolja. Ne pade niti list, če ni Bog za to, pravi italijanski pregovor, a prav tako vedo, da Bog prepušča polno svobodo svojim ustvarjenim bitjem, od čistih duhov do človeka. Tako obstanemo pred skrivnostjo vseh skrivnosti. Kako neki se odvija igra med Božjim nadzorom nad vsem in med človekovo svobodo. Eno je gotovo, če človek verjame v Boga, da so vsi časi in vsi prostori pod njegovim absolutnim nadzorstvom.
Kakšen Bog bi bil, če ne bi držal v pesti vsega? Takoj potem pa se vsili vprašanje, zakaj potem tudi pri verujočih večkrat vtis, ki je pri neverujočih prepričanje, da vse gre, kot da Boga ni? Odgovor, ki je edino možen, ker je Božja režija, ki vodi vesolje k njegovi izpolnitvi, tako diskretna, da njenega poseganja ne opazimo. Ne opazimo ga, čeprav prešinja vse, kakor ne zaznavamo vseh mogočih valov in žarčenj, ki napolnjujejo atmosfero. Dejansko plavamo v morju Božje režije, ne da bi jo zaznali. Izjemoma pa se da zaznati. In kadar se to zgodi, imamo slučaj. Slučaj je torej za tistega, ki veruje v nevidno, poblisk Božje roke na steni bivanja. Je trenutno razkritje normalnega, a za nas nezaznavnega Božjega poseganja. Za verujočega je to tako rekoč izkustveni dokaz o obstoju previdnosti, za neverujočega je pač nerazumljiv slučaj. Drugo vprašanje je, ali nima svoje režije z lastnimi slučaji tudi sila zla. Slučaja vsekakor ni. Je le ime za skrivnostnega agenta med nami. In v tem, da je beseda slučaj med najbolj rabljenimi, je mogoče videti dokaz, da nevidno dosti bolj posega v človeške zadeve, kakor si lahko predstavljamo. Kristjanova sreča je v veri, da je tistemu nevidnemu pravo ime ljubezen, kakor ga je označil nekdo, ki je slonel na Kristusovih prsih. Hlebec velikonočnega kruha iz katoliške Francije. Francija je nekoč, kot je rekel papež Pavel VI, pekla kruh za celotno krščanstvo. Po drugi svetovni vojni je tista njena materna peč kakor ugasnila in omrznila. Namesto nje pa so zagorele drugačne peči, peči nihilizma, kakor na primer tista, ki jo je kuril Jean-Paul Sartre. Zato je za kristjana tem bolj razveseljivo, če v tej atmosferi smrti, v kateri živi, zazna vonj iz katoliške pekarne najbrihtnejšega naroda v Evropi. Pek je tokrat na pogled krotak, a notranje jeklen človek, zgodovinar, nesmrtnik francoske akademije in predsednik ustanove Narodne fundacije za politične vede, René Remon. Ta Francoz je preveč kritičen intelektualec, da bi mogel biti kakšen naivno optimističen vernik. Zna biti realist, da te zmrzi. Takole pravi na primer: po zlati dobi v začetku 20. stoletja ima človek vtis splošnega razsula. Prehajamo v dobo, v kateri katolištvo ne pomeni več tega, kar je pomenilo nekoč. Konec citata. Remon si torej ne dela iluzij o družbeni vlogi katolištva. Kljub temu ostaja neomajen kristjan. Na vprašanje, ali je treba, da bi zaustavili upad krščanstva, verjeti v Kristusovo božanstvo in njegovo vstajenje, odgovarja: ja, mislim, da je ključ vsega v tem, da verujemo, da je Jezus sin Božji, da verujemo v človečenje in vstajenje. Vse drugo je drugotno. Druge verske resnice nimajo iste teže. Kdor ne veruje v Kristusovo božanstvo in njegovo vstajenje, se postavlja zunaj krščanstva. Konec citata. Isto misel je z isto odločnostjo izrekel pred njim veliki protestantski teolog Karl Barth. Lahko smo protestanti ali katoličani, pravoslavni ali reformiranci,
progresisti ali konzervativci. Toda če hočemo, da ima naša vera svoj temelj, moramo videti in slišati angele poleg odprtega in praznega groba. Konec citata. Tako bo tudi slovenski kristjan skupaj s francoskim akademikom in protestantskim teologom ter z vesoljno cerkvijo v velikonočnem jutru izrekel z osveženo zavestjo temelj svojega verovanja: in tretji dan je od mrtvih vstal. S tem bo tudi potrdil, kar iz te vere izhaja, da namreč Kristus ni zgodovinski spomin, ampak resničnost. Resničnost kot sonce ali elektrika, božanska energija med nami, vstali med nami, večno živ, tudi s svojimi slovenskimi brati v matici, zamejstvu in zdomstvu. Vstali kot smisel življenja. Kot most čez prepade bivanja in zgodovine, kot zmagovalec smrti, kot gotovost nesmrtnosti. Vittorio Messori v knjigi Pravijo, da je vstal, v njej pomete z vsemi ugovori proti vstajenju, omenja, kako velika noč danes ne more tekmovati z božičem za prazniško in komercialno odmevnost v družbi. A če to velja za zahodno družbo, za slovensko morda še ne velja. Velika noč je tako rekoč v kosteh našega naroda. Spominjam se, kaj je pravil moj stari oče, nič cerkven človek, socialdemokrat, naročen na rdeči prapor, kako je v velikonočnem jutru v službi na nabrežinski postaji, ko je priklapljal 2 vagona, zaslišal jutranji vstajenski zvon domačega šempolaja in kako so se mu usule solze na odbijače. Hoj zvon, vstajenski zvon. In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Tehnična izvedba Mark Gazvoda. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, če ste poslušali oddajo. Bodite z nami spet čez teden dni. Oddaja je na voljo tudi med našimi podcasti. Lahko noč. Od slike do besede. Od slike do besede.